Vinograd je ena taka stvar, če ga nimaš rad, škoda, ko ga imaš. Ta stvar tako ženska. Naša spoštovana Trta, kako si kaj zadovoljna v mojem vinogradu in to z mano? Ti pa reče, Trta, čez 3 leta kakšna boš, a boš imela takšno glunto, kot imaš zdajle tule? Kako pa lahko Trto pomladiš? Halo? In vina nimamo zaradi tega, sicer ga imamo zaradi tega, ker ga rad pijem, ampak imamo zaradi tega, ker ga lahko, naprimer, dobro prodamo. Enega bomo dali kvaliteto za delavce, eno za prodajo, eno pa za gospode. Pa ko enkrat ne bo te generacije, moja generacija že fej študira, zdaj jaz še rihtam tam gor brege, naš tam mali pa je bentiš, ne vem, če ga bom še prepričal. Zdaj mi pa glasov zmanjkalo skor. Kaj grem šmarja po ozvočenje? Ti vse bo šlo. Na Brito? Včasih smo se z Orehkega v dvor drli, pa nazaj pa smo se slišali. Jaz upam, da ste bolj zgodaj šli v vinograde, da je pač tista malca bila kasneje, vjutro kak šilček, pa potem akcija takoj. In če nima vzadje nek dohodek, nekaj, da ti nekaj ostane, težko boš ti pripričal enega mladega, bo stal za tabo, pa bo se sam s tem ukvarjal. Da bi zdaj rekel, zdaj pa vinograd posekal, da mi ne gre, pa da ne vem, če bi tega naredil. Ne bi, ne. Dobrodošli po naši kleti. Drugače pa smo se učili, tako bom rekel, prijatelji eden od drugega, pogovarjali iz pogovora, pa seveda iz poskušanja naših pedekov. Ko ga pa zaužijemo, pa borbončice povejo vse, če znamo ali ne znamo. Zdravje. Drugače je klopotec vedno, postavitev klopotca vedno domena sosedov. Ne da samo gospa fajn zgleda, tudi vino ima dobro, ste videli? Veš, ko meni reče Gojtano Jožko, se srečamo na pokopališčih? Ko bo šel domov, se ti še splača?